Jasno, da glede na potek same tekme moraš biti na koncu zadovoljen z točko. V nekaterih fazah igre smo reagirali zelo dobro, tudi nekje držali se dogovora, da jih pustimo, da igra njihova zadnja linija, da naredimo pritisk na vezne. V prvem polčasu smo imeli po odzeti žogi še ne 3-4 situacije, da bi lahko kvalitetneje prišli za njihovo zadnjo linijo. Potem je pa seveda v 50 minuti oziroma ne vem kateri odločitev pač spremenila potek tekme, tako da na koncu pač moraš biti zadovoljen s točko. Je pa jasno, želeli smo zmagati in porabili ogromno energije, ampak dobro, okej, odločitve pa ne vem, mogoče bom kasneje reagiral. Tako da čaka nas še ena tekma in to je fokus na Ciper zdaj. Vprašal sem ga, če je bila samo ena barva na igrišču, ne, ampak okej, ne vem, treba je pogledati vse to skupaj, čeprav smo bili kar kaznovani za nekatere stvari, ki so bile, potem niso bile, najprej penal v prvem polčasu, pa ne penal, karton ostaja, pa potem penal in karton, čeprav je bila dvigana zastavica za offside, pa je vplival na igro, ne. Tako da predtem mogoče celo faul nad Iličićem. VAR se ni oglasil v prvem polčasu na njihovo roko in skratka, škoda, da smo ostali tako hitro brez igralca z neodločenim rezultatom, ker potem je se bilo seveda zelo težko igrati. Drugače pa mislim, da je bila tekma odprta do konca, tako da pozdravil sem ga, pa sem mu zahvalil, pa mu želel vse dobro v nadaljevanju kariere, kaj češ drugega. Se ti ne pomaga nič, če zdaj govorim. Prosim. Točno tako, kot ste vprašali, sem ga videl, ne, zelo dosti dobrih stvari. Vidi se, da je igral v Fenerju, da je to svojo formo po poškodbi dvignil. Imeli smo kar en dober pogovor pred 2 dnevoma na Brdu. Tudi seveda igralec ima neko svojo vizijo, kje bi treba igrati, na kakšen način bi treba igrati. Jasno je, da je pač podrejeno ekipi. Je res, da je dostikrat igral na njemu neprimernem mestu, ampak za Miho se vejo njegove kvalitete, ko ima žogo, da je nevaren za gol in točno to je naredil danes. Je pa jasno seveda, da ga je seveda zmanjkalo, to se strinjam, in pa da v defenzivi pač ni ravno top, ne, za tako tekmo je bilo danes, potem seveda po izključitvi treba še delati defenzivo, ampak s pristopom njegovim sem zadovoljen, z njegovo mimiko, z njegovim izrazom telesa sem zadovoljen, ampak mislim, da je bilo to danes na tisti primerni nivoju, da je po Hrvaški, ko smo bili upravičeno res deležni kritik na tem polju, da smo dvignili to vse skupaj na en primeren reprezentanci nivo. Vidim pa še ogromno prostora v sami igri, ker na momente res zgledamo dobro, odigramo. Vidite, da nisem hotel sploh govoriti, koliko igralcev nam je manjkalo. Nisem še bil v karieri, ne vem, če sem bil v takih situaciji, da so igralci kar odpadali iz dneva v dan, ampak še en dokaz mogoče, da smo v zadnjih časih vseeno nekaj naredili dobrega, ko smo poskušali ta kader razširiti, ko smo iskali igralce in lahko smo zdaj reagirali, tako da glede na Miho, ne samo Miha, tudi še par igralcev je odigralo res dobro na enem nivoju, seveda pa nas drago stanejo še vedno te individualne napake, ki niso forsirane, ne, in ki niso pod nekem pritisku in to me prav žreme to, no. Ne, ko bomo razočarani. Ne, malo šale. Jasno je, da pač imamo nek običaj, da na koncu še kar na igrišču, čeprav je ta ponavadi vroče glave, rečemo kakšno. Jasno je, da smo malo razočarani, zaradi tega, ker ravno te 50 minute se je prelomila tekma v eno smer, kjer nismo hoteli in ki smo potem trpeli in dejansko nismo več mogli razmišljati o kvaliteti igre. Ampak komunikacija s fanti je res vrhunska, tudi kar se tiče kritike z obeh strani in mislim, da se to po tistem Splitu kar vidi. Seveda, vse podrobnosti pa ne ostanejo na igrišču.
Niti euforije, prej razočaranje kot euforija, zaradi tega, ker mogoče smo 40 minut igrali na tak način, ko nismo hoteli in pač ne moreš tukaj nič in potem seveda nekaj ni objektivno. Samo pa na koncu seveda je pa dobro, da nismo izgubili, to pa ja, okej, to pa je dobro. Sigurno je bil motiviran, ker poznam rivalstvo Slovana Bratislave in pa Trnave, to je mi bilo jasno. Je imel kar nekaj problemov. Vidi se, da ima minutažo v Middlesbroughu, kar nekaj problemov za poškodbo, ampak sploh ni bilo vprašanje, če bo igral ali ne, če bo stisnil zobe ali ne. Seveda mu bi bilo po 50 minuti izredno težko, ker je bil samo spredaj, asistenca, dosti izigranih stvari, pa dobra in sem absolutno zadovoljen z njim in mislim, da sta tudi in Šatka in Škrinjar imela kar dosti dela z njim, glede na to, da je kar večji del druge polčasa igral sam v napadu. Skratka, zadovoljen sem za njegovo igro. Pa ne bi jaz rekel, da igramo samo takrat, ko za nič ne gre, ker prvo kolo smo igrali proti Hrvatom dobro in smo zmagali. Jaz sem povedal že, mislim, da so to druge kvalifikacije, ko za ene kvalifikacije rabiš eno konstanto, mi smo skozi same kvalifikacije menjavali ekipo, igralci so odpadali, prihajali novi, iskali neke rešitve. Že prej sem rekel vašemu kolegu, mene žrejo te neforsirane napake, ko pravzaprav sami sebe spravljamo v težak položaj, pa bi mogoče kako situacijo lahko na enostavnejši način rešili. Je pa nekaj, mislim, da je to tudi vidno. Tvori se pa eno jedro za eno pozitivno jedro in ena pozitivna klima v slačilnici. Starejši igralci so potegnili za sabo to srednjo generacijo, ki je toliko vprašljiva v našem slovenskem nogometu in tu se nimamo kaj folirati, tu se nimamo kaj lagati. Tudi z njimi sem se pogovarjal o tem. Skratka, prihajajo in videli ste skozi kvalifikacije, čeprav še niso končane, kar nekaj novih igralcev, novih imen, mogoče celo preveč, zato da bi lahko imel eno avtomatizem, da bi lahko imel eno ekipo, ki je uigrana. Ampak takšna je pač situacija, poskušali smo narediti iz danega najboljše. Te neforsirane napake, tako dolgo, je nekaj tudi individualna kvaliteta, se strinjam, ampak imamo pa sigurno kvaliteto, da lahko odigramo na visokem nivoju, to smo tudi dokazali, ne nazadnje, to smo tudi danes dokazali. Je pa jasno, da kakšne so bile naše želje skozi kvalifikacije, tudi na ta način gledam na zadnjo tekmo. Tako da zopet toplo, hladno, zopet borba do konca, tako treba, z igralcem manj, pa neforsirane napake, ko pravzaprav sami dajemo njim žogo in potem smo zelo hitro kaznovani. Nič kaj dosti nas ni mazla tudi sreča skozi te kvalifikacije, tudi danes te odločitve, se pravim. Boljše se držim, da ne komentiram, ampak moramo biti pa objektivni, pa samokritični, da smo pa za večino stvari sami krivi. Z mano na čelo iz slačilnice pa do igralcev na igrišču.